Lepo pozdravljeni v novi epizodi iz podcasta Zevo. Z mano danes v studiu mislim, da lahko rečem, da še vedno najbolj brana in priljubljena slovenska pisateljica, sploh med mladimi, tudi v mojem otroštvu oziroma najstništvu. Sem zelo pogosto prebirala njene knjige, zato sem zelo, zelo vesela, da je danes z mano Desa Muck. Hvala lepa za vabilo. Res, tako kot sem rekla na začetku, bova se sicer tja še vrnili, ampak bili ste del mojega otroštva, mojega najstništva in spomnim se takrat, ko sem prebirala vaše knjige, pa potem še v vlogi tete Justi brala vaše odgovore in tako, da ste se meni in mojim sošolcem takrat v osnovni in srednji šoli zdeli taka faca. Tako po domač povedan smo govorili, ma Desa je tok faca. Ja, za tiste čase gotovo ne. Časi se spreminjajo, ne. Zdaj, če se vi mene z tistega obdobja spomnite, jaz srečujem že zelo stare ljudi, ki pravijo, ti si mene v vrtcu pazila. Tako da ja, verjetno sem na razne načine zaznamovala neki generaciji. Pa imate zato... Upam, da nisem koga uničila, no. Zdaj ste omenili vrtec, to so bili res čisti vaši začetki, a ne, kot vzgojiteljica prav? Ja, varuška sem bila. Je bilo to naporno? Pa niti ne. Jaz sem bila tako dosti nagljiva, no. Kar se tiče vzgoje, pa bi rekla tudi discipliniranja otrok. Nisem vpila pa take stvari, ki prav dosti, ampak sem imela pa razne finte. Sem uporabljala domišljijo, ne takrat. Pa ne vem, jaz takrat sicer otrok še nisem imela toliko zelo rada, ki jih imam zdaj, ne. So mi bili pa zelo zanimivi, ne. Odzmeraj sem se pa zelo rada pogovarjala z otroci. Ta otroška iskrenost, verjetno, ne? No, zdaj v zadnjih tednih, mesecih ste pa precej zasedeni ob večerih. Po Sloveniji gostujete še z 4 drugimi ženskami s predstavo Ženske brez filtra. Gre za predstavo, kjer dejansko 5 žensk spregovori iskreno in brez tega filtra, v katerem kdaj radi rečemo, da kaj raje ne povemo ali pa malo lepšamo, ne? Ve pa spregovorite tako, kot je. A ste jo videla vi predstavo? Nisem, sem pa brala malo, kakšni so odzivi. Brez filtra, ja, seveda bi rekla, da kar precej. Zdaj ne vem, jaz v bistvu stand-upov niti ne gledam, kaj dosti niti zelo ne poznam. Na začetku, ko so se začeli stand-upi, sem to gledala, ampak to so bili dejansko predvsem moški stand-upi. Se tle, moram reči, da so podobne teme na nek način, ne, v katerih se zelo odkrito govori, to se pravi odnosi, ne vem, spolnost, odnos do telesa svojega in tujega. Ja, so take teme. Najbolj me pa všeč pri tej predstavi, ki ni čisto nobene politike, ampak niti pol od politike. So pa, ampak ne od politike. Pa tudi všeč mi je zasedba neskončno, ker so same normalne ženske so, no. Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak pa Lucija Vrankar. Nobenega fejka, nič umetnega, nobene diete. Vse natur, eko, bio smo vse, pa tudi spontane, ne vem, res, tako, res bi rekla, da smo res iskrene, no, tudi med sabo zelo. In zelo rada sem z njimi, zelo rada. Ste se verjetno tudi med sabo kar povezali? Totalno. Mislim, res, taka navest se je ratala, da če se, ne vem, kdaj slučajno, 2-3 dni ne vidimo, ker je skoraj res zelo redko, a ne. Se kar pogrešati začnemo, nekako, ne vem, taka druščina je ratala tako prav
neka, kaj bi jaz rekla, prav tako taka bojevniška forma smo, gremo, rasturamo, rade se imamo, hrbte si krijemo, ena drugi pomagamo, ne vem, se kdaj valjda kjera tudi obedu, vse okoli ne stopimo. Tako da to je zelo super za predstavo, ker vsaka prije dobre vole gor iz tega naslova, ne? Da je v zaodrju super vzdušje, ga prineseš s sabo gor, ne? In mislim, da še nisem delala v taki zasedbi, kjer bi se toliko dobro razumeli. Pa naj še kdo reče, da ženske skupaj ne moremo, ne? Pa da smo zavistne, pa tako naprej. Ja, če ni deca, pa nismo. Če smo same, ne? Ja. Kako bi opisali vašo vlogo, vaš lik v tej predstavi? Ja, meni je ta lik grozno simpatičen, ne? Osnovo sta napisali Tina pa Tanja, jaz sem pa pol seveda po svoje precej napesnila tudi gor. Ampak meni je ta vloga všeč, da si igram babico, z 2 vnuki, ki pač všeč mi je, ker enega mara, drugega pa ne. Prav tako. Mislim, ne mara oba, ampak en je priden, drug pa ni. No. In pol ima različne odnose, tudi z otroci se razume, tako kot se večina zdaj odraslih, tudi mislim pač moja generacija, sem ta generacija, o kateri govorimo, ne. Jaz nič ne igram, ne vem, starejšo od sebe, jaz pač sem toliko stara, to je meni kul, da ne. In ja, tudi z otroci, ne, odnos pri mojih letih, ker mi smo pač imeli permisivno vzgojo in otroci zdaj našmergljajo sploh, ne. In smo tako rekoč bolj odvečko, ne. To mi je tudi všeč, predvsem mi je pa všeč to, da jaz lahko nekaj povem, ker mi zelo na duši leži glede staranja in sicer res opažam okrog sebe in sem opažala v svoji družini in opažam pri svojih znancih, da postane starost problem, če se ti z njo ne sprijazniš. Če imaš občutek, da boš pa zdaj ogromno stvari zamudil, ne vem, jaz bi se lahko zdaj na smrt sekirala, ker še nisem bila na Triglavu, pa se ne bom šla, ne, pa kaj. Mislim, da so svet za to podaril, ne. Mislim, če se ti sprijazniš s starim ranjem, pa veš, da ene stvari pač več ne zmoreš in ne bo šlo, ne, da si najdeš pač nekaj drugega, kar bo šlo. In nakričiš zaradi tega, jaz to ne morem več in kol več ne bom šel na Mont Blanc. In tako, ne, ali pa ne bom napisal knjige, ne, ker pol pri določenih letih jo vsi začnejo pisati ali pa mislijo, da jo morajo in pol jim nagre in pol obupavajo in tako naprej, ne, mislim, ja, treba je reči, klinci, jaz sem star, dober, ne bom to, ne bom pa to, recimo, ne vem, bom pa glinco, če nimaš prehud artritis, ne, če imaš prehud artritis, boš pa, ne vem, nadaljevanke narekoval v telefon, recimo, ne vem. Pa imate občutek, da ste že od nekdaj gledali na starost na tak način, ali je to vseeno prišlo potem kasneje? Ja, jaz sem drugačna verjetno od večine ljudi, ker jaz sem že od zmeri stara pa bolana. Odkar se sebe spomnim, se valjam po smrtni posli. Tako da zame starost je kot čisto naravno stanje, v resnici ne, ki ga že treniram od majhnega. Tako da sem verjetno malo v drugačnem položaju, ampak že cel življenje imam težave z zdravjem, tako da ja, verjetno meni zdaj ta prehod ni toliko dramatičen, kot enem, ki so bili pa recimo res zelo zdravi pa fitne. Ampak se imaš starčke tam pri 90, ki dirkajo okoli po hribih še pa na maratone hodijo. Kul, tisti, ki pa ne morejo, pa pač Bog pomagi, ne. Pisanje je od nekdaj vaša strast. Kdaj se pa je vse skupaj začelo? Kdaj je prišel tisti trenutek, ko ste rekli ali pa ko ste pri sebi zaznali, mogoče pa res imam malo tega daru? A se to začne že v osnovni šoli? Ja, absolutno. To se začne v osnovni šoli. Seveda pri tem, pri spisih, ne, kakšne spisati.
Recimo, jaz sem vedno brala svoje spise pred razredom in mi je bilo to, sem bila grozno ponosna na to, ker sem imela čudovitega učitelja za slovenščino, ki me je podpiral v tem in me tudi nekako za zgled dajal, kako se spise piše, samo pol sem pa pride puberteta pa tako naprej, pa pride nizka samopodoba, se začne, se nizko samopodobo imaš v bistvu že odprej, sam pol se bolj razbohotne. In pol so prišla leta dvomov, leta celo prepričanja, da jaz ne morem sploh napisati niti kartice za nov let ali pa z morja, da še zato nisem sposobna. Pa me pa malo življenje prisilo, v bistvu šlo čisto za preživetje, Ker sem začela se tako, da sem najprej začela nastopati v filmih pa na televiziji, kjer so se zelo hitro izkazale moje scenaristične sposobnosti, ker sem se skozi vtikala v scenarije pa imela poln izboljšav pa tako naprej in sem jih seveda tudi začela zelo hitro sama pisati. In ker sem mislila, da bom svetovno znana filmska komičarka, sem službo pustila in pa sem ostala brez dohodkov, Pa sem začela pa rojevati, je bilo pa treba najti neko rešitev in pa sem rekla, pa dajmo probati, saj če scenariji ti še kar grejo, pa v osnovni šoli si tudi tiste spise dobro pisala, pa mogoče pa nisi toliko obupna in tako naprej. Pa sem pol s temi ljubiči začela, pa pol kasneje pač tudi s to mladinsko literaturo. Imela sem ogromno sreče, da se mi ni bilo treba nič boriti. V tem smislu pošiljati okoli pa fehtati, če me je kaj objavili, da je šlo se kar nekako spontano vse skupno. Da se je samo od sebe odvijalo potem naprej. Blazno resno in potem o seksu, o šoli, o kako že popolnosti. Popolni, v vedenju v bistvu. V glavnem, to je zbirka, ki, kot sem že rekla na začetku, smo jo zelo radi prebirali, večkrat se potem pogovarjali v šoli o teh knjigah, se hihitali in tako naprej. A bi lahko rekli za te knjige, da ste ravno zaradi te drugačnosti, o kateri govorite, morda na drugačen način lahko razumeli mladino? Jaz sem se zelo živo spomnila svojih občutij v puberteti, svojih strahov, svojega sramu, tega, kar je mene zanimalo, pa se ni dalo izvedeti in tudi česar nam niso povedali oziroma nam niso hoteli povedati. Tega sem se zelo spomnila, ker sem imela kar dosti problematično puberteto. Sicer takrat je bila puberteta tudi drugačna, kot je zdaj, ampak jaz mislim, da te strahovi, dvomi, vprašanja se pa pojavljajo v kateremkoli času v tem obdobju, ker nas v bistvu dozorevanje v to prisili, telesne spremembe, hormonske spremembe, tudi možgani seveda se takrat pospešeno začnejo delovati, In jaz sem se zelo, zelo dobro spomnila tega, pa tudi, ne vem, jezik mi je bil blizu, Jaz še zdaj malo tako, mislim, ne govorim kot stare gospe, ne uporabljam tega jezika, pa ne vem, to mi je bilo blizu, pa še to me je vodilo, da v bistvu, ko sem bila jaz tako stara, ko sem bila najstnica knjig, ki bi se zares ukvarjale z najstniki na kakršenkoli način, ali ne bi bili to romani, ali recimo kao priročniki, ni bilo, in pol sem tudi rekla, kaj se jih še zdaj ni, pa dajmo mi nekaj narediti. Pač uporabljala sem ta humoristični način pisanja, ker poda drugačen. Se dolgočasem, če bi jaz resno literaturo pisala, mene je to že dolg čas, mislim, to pač jaz sem, Verjetno bi tudi mladi manj prebirali resno. Tudi bi, seveda, kdo se pa nasmeje rad, In ampak to sem jaz pač rada zabavam, jaz
uživam v tem, da spravljam druge v smeh in tudi veliko na tem delam, že celo življenje. Ne. Lahko rečeva, da se je v 40 letih pisanja že nabralo 70 knjig? Že kaj več? Tako nekako, ne? Zdaj, zasledila sem tudi, da da vso to štetje, birokracijo in tako naprej, da vam zelo pomaga zdaj in da ste si zelo oddahnili, ko vam to ni treba več početi. Ja, to mi mož dela. Ja. On vse ve, jaz nič. Tudi vse zrihta, ne? In uredi. Tudi vse zrihta. To pa res, to me pa res se kamen od srca odvalil, ker on zdaj počne vse to, kar sem jaz uvražila, bi pa sem to povedala, da so knjige daleč najmanjši del tega, kar sem jaz napisala v življenju, ker tle so na tisoče strani kolumn, scenarijev, dramskih del oziroma komedij, ne vem česa, sploh člankov, bla, 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 bla. A se pri tako... To je res ogromna količina, kjer jaz pojma nimam več, ker to je reset. Ravno to me zanima, se pri tako ogromni številki napisanih del, takšnih in drugačnih, lahko ali pa rado zgodi, da se začnete ponavljati. Vse. In to sem jaz opazila, jaz delam eno napako, jaz sem kol nobene knjige, ki končam, več ne preberem. Potem sem pa enkrat bila prisiljena, ker nisem imela drugih knjig s sabo, v enem hotelu prisiljena svoje knjige brati. Pa sem rekla, se ti to ni slabo, ker jaz mislim, da je malo so boljše, ker sem pričakvala. Sam se pa ponavljajo neke stvari noter, recimo ena stvar, ki se zelo ponavlja, je samomor, oziroma poskus samomora. Ne. To imam v pol knjigah noter, sigurno, ne vem zakaj. To moram še razmisliti. Mislim, kot tema, ne, se ni isti način, pa ista zgodba, pa mislim, to je drugače, ampak ta princip, zdaj bom pa kar samomor naredil, imam pa, zelo pogosto, ne. In vse ponavljaš, seveda se, in moraš biti zelo pazljiv, in jaz pa še sploh, ker zelo hitro delam, ne, ker me zmeri roki preganjajo, tudi v kolumnah, največ se po mojih kolumnah ponavljam, če se. Zato sem toliko bolj jezna na te, ki delajo plagijate. Ne se raje sebe plagijat dela, če že ga more. Kot pa, da kopiramo druge. Drugo krade. Ja. Zdaj rekli ste, da hitro delate. Kako težko pa je slediti potem takšnemu tempu, kar se tiče idej? Ker zdaj napisati, tako kot ste prej rekli, nekaj resnega je povsem drugače, pa ne, da mislim, da je manj zahtevno, ampak mogoče ne rabiš toliko enega navdiha, kot pri tem, da si zraven še malo humorističen in smešen. To bo vsak, ki se je spopadel z obema načinoma pisanja ali pa tudi igranja, recimo, ne, je seveda najbolj pomemben talent. Drugič je pa princip dela težji zaradi tega, ker težji se spomniti nekaj smešnega, ne. Jaz osebno se še do zdaj mi skoraj ni, ali pa ne, se mi ni uspel spomniti enega vica, navaden vic, da se ga pol okoli pripoduje. Mislim, probi se ga spomniti, mislim, ful težko, no. Mislim, se ga vmes, to so v bistvu te šale, ki pol se krože okoli, pa po internetu so izseki iz nečesa, iz neke celote, ne. Je, ne vem, to punchline, neka esenca neke celote, ne. Ampak resnica je pa ta, da humor je zelo naporen in zelo resen del. Ne. Se zato ga je tudi tako malo, če pogledate humoristov, dobrih pa sploh prav ni v nekem izobilju, ne. Mislim, so, ampak jih je veliko manj kot teh resnih umetnikov pa žalostnih pa to, ne. Včasih slišim tako, ko se pogovarjamo o humorju v Sloveniji, zdaj govorimo, ne, da dejansko, tako kot ste rekli, da nimamo res veliko humoristov, oziroma da je Ježek še vsaj nekdo, ki je postavil... Ježku se danes ne bi več noben smejal.
Ravno to sem zdaj hotela izpostaviti, da v bistvu so... Mogoče penzionisti mi bi se mu še smejali. Da so drugačna leta, to sem v bistvu hotela. Ja, in recimo, če primerjate, da bi Ježek govoril o seksu, pa Klev v mestu, bi bilo takrat nepredstavljivo, ne? In jaz vidim, kam gre humor, ne? Zdaj, recimo, brez filtra, pa te stand-upi, pa to... Ljudje zelo odkrito govorijo, ne vem, tudi o svojih deprah, o svojih temah, o svojem seksu, o tem, da imajo majhnega, do ne vem česa, ne. Jaz vem, kam to gre. Zdaj smo že skoraj vse povedali, zdaj bo treba njeti drgam. Jaz vem, kam bomo šli, v črn humor, ki ga jaz osebno sicer zelo obožujem, ampak se ga ne upam govoriti, ker ja, pa začeli se bomo naučiti stvari, ki so še vedno tabu tema, recimo z invalidov. Čez 10 let se bomo mirno, 20, to bo že takrat, to že imam. Ampak vam nekaj povem, jaz imam kar nekaj prijateljev, ki so invalidi in slepo prijateljico zelo dobro imam, pa ene par, ki imajo multiplo sklerozo, pa so na vozičkih. Mi se tako norca skupaj delamo. In jim to toliko pomaga, ker bi vi vedeli, koliko se oni režijo, ne vem, je prišla me zanče ena prijateljica gledati na vozičku, zdaj sem mi tako sveta zamerila, ampak mi čisto vseeno. In so na koncu stali, pa ovacije, pa to, in pa sem rekla, a veš, ti pa niso stala presneti nazaj, ne. Ne, in se je toliko smejala, je skoraj pobrali, ne. Ampak ja, se to ne mislim je žaljivega humorja, daleč od tega, ampak ja, da se z tega v bistvu, tako kot se jaz iz svojih let pa svojih kil delam norca, meni je to super, meni je lažje pol, tudi ljudje me bolj sprejmejo, ne, če se jaz iz tega norca delam, ne, če bom pa jaz nedotakljiva kot starka, ne, jaz nisem stara, kako si to držnete vi meni govoriti, jaz sem še mlada. Ali pa ne vem, nisem debela, pa kako to ne smeš govoriti ljudem. Lahko, če to ni žaljivo, če to prisrčno, če to smešen, zakaj pa ne? In jaz mislim, da je to osvobajajoče, no, tako bom rekla, humor, ki se dela ki se v bistvu šališ, ne norce delaš. Na račun nekih hendikepov, kakršnih koli, lahko samo osvobajajoč. Ampak se mi zdi, da morda je tukaj največji problem ravno pri tem, kar omenjate, ne? Kje je ta meja, da si še zabaven, duhovit in kje je meja, da si že žaljiv, ne? Zdaj recimo se bom vrnila nazaj recimo k najmlajšima, ne? Učimo otroke, da se ne norčujemo iz drugih, da nimamo takšnih in drugačnih komentarjev, a ne? V veri, da ne bodo žaljivi. Ampak kje pa potem lahko rečeva, da je ta nek mejnik, kje smo še smešni in kdaj postanemo žaljivi? Ker verjetno je kar tanka meja, ne? Ja, žal, ne, moraš biti kar pazljiv, pa kar bister, recimo, če boš enemu rekel, ti debela kasot, to je žaljivo, ne? Če pa mu rečeš, v ta sod se pa ti najbrž ne bi mogla skriti, recimo, no, tako. Je pa že prisrčen bolj, ne, v bistvu si lahko zelo prisrčen do teh hendikepov, ne. A veš, jaz tudi recimo, pokličem te prijatelje na vozičku, rečemo, kaj že s tenisa nazaj, ne. Žaljivo bi bilo pa, če bi rekla, ti pa ne moreš hoditi, recimo, ne. Če se norčuješ, je tako nekaj, če pa imaš šaljive pripombe, se bo počutil bolj sprejet, kakor sicer, ne. Da ga jemlješ kot nekaj normalnega, se pa zakaj bi mogli biti pa vsi perfekt, zakaj, ne vem, zakaj ne bi bili sproščeni, to mislim reči, zakaj ne bi bili spoštljivo sproščeni en do drugega, ne. Pa je slovenska publika dovolj odprta, da razumemo takšen humor? Ja, slovenska publika je odprta, zdaj lokalno, bom tako rekla, recimo ti se lahko na Štajerskem z Gorenjcev, da na smrt norca delaš, obratno se ne smeš, ne. Za seks si prišel dobro skozi.
te erotične šale vedno padejo na plodna tla. Politika, zdaj, če so to odvisen, seveda spet kje si, ne. Če si med desničarji ali si med levičarji ali karkoli, ampak če že boljš, da to pustiš primer, ne. Ja. Pa otroci, ne, mislim, so tudi precej kočljiva tema, ne. Drugače pa, kaj pa jaz vem, se Slovenci se pa to radi smejejo, res. Res, tudi na svoj račun. Tudi, ne vem, se pravim, te lokalne pa pustimo raje primer, pa mogoče malo politiko, ker tle so zelo občutljivi, ne. Drugače pa res, jaz mislim, da smo Slovenci narod, ki je blazno hvaležen za smeh, ne. Ker glih včeraj sem slišala 2 gospe, ki sta še z predstave, pa ena rekla, to rabimo. Rabijo smeh. Sploh zdaj v teh časih se treba, moramo se smejati, ker drugače ne bomo preživeli. Včasih so taki, se moramo smejati, se zato tudi pravim, da gre humor v to smer, da bo vedno težje teme moral obravnavati, da bomo preživeli, ne. Se če gledate vojno v Bosni, recimo, tam so bile genialne šale v času vojne, toliko dobre, pa so se delali norca iz tega, ne, iz vojne, ali pa recimo serija Alo, ne. Ampak, če bi bila 20 let nazaj, bi bila pa sramota, ne, recimo, ne. Vedno mora malo časa preteči, da ljudje dozorijo za nekaj novega, no. Ampak na splošno je pa verjetno danes tudi na televizijah veliko manj humorja, kot ga je bilo, ne vem, pred 20 leti. Ali ga sam ne dojemamo več kot, a smo preveč že zahtevni postali? Pa se jaz ne gledam televizije. Sorry, jaz gledam serije, pa kakšne filme, pa resničnostne šove. Tudi? Ti se pa meni smešen, prostite, tam se pa jaz rolam. Pa fino mi je, zanimivo mi je opazovati, kako ta psiha, pa kako eksperimenti jim delajo možgani, pa te taktike, kako oni to. In sem jaz vedno znova presenečena, kakšni lažnivci smo ljudje, Madonna. Ni, da ni. Kaj pa je tisto, kar vas poleg teh šovov še lahko nasmeji? A vas je težko sicer nasmejati? Skoraj nemogoče. Res. Ne, res. Jaz sem prav razmišljala, če bi jaz šla to predstavo našo gledati. Jaz gledam drugače, ne. Jaz razmišljam, ta štos je dober, ni dober, tle bi se tega blok spustili, unga bi se dal še nadgraditi. Ne gledam tako, ne, ampak raje napovem, kdaj se smejim, ker bojo pa še bolj ljudje jezni name. Meni je zelo smešno, če kdo pade. Pa tudi, mislim, da si nič ne naredi, seveda. Da samo pade, da je neroden. Ja, da so taki smešnice grozno rada gledam, ki padajo, pa včasih pa tudi mislim, dober Kasparino, ki je po tisti lojtri, brez da bi jo prišral pol. No, pa so vas 3 hčere verjetno lahko v preteklosti nasmejale, ker kot otroci smo kar nerodni. Ja, pa niti ni, ena je pa res bila, ena je pa bila zelo nerodna, tisti je bilo pa kar malo mučno, ker sem se jaz res zelo veliko smejala. In je ona ni bila užaljena, ne, vesela je bila, je rekla, druge mame vpijejo, ti si to razbil, si se strgal, si hlače, ne vem kaj, ti pa sam ležiš od smeha na tleh. A bi lahko rekli, da je vaša vzgoja tudi sicer temeljila zelo na tej sproščenosti, igrivosti, smehu? Pa nisem bila jaz kaj zelo dobra mama. Danes bi bila zelo drugačna mama, kakor sem bila, jaz sem bila tisti pa bolj. Vse jim je treba dati, nič jim ni treba delati, naj bojo srečne, življenje je težek, bom jaz vse pošlihtala, ne. Sem pa imela seveda obdobja, ker sem bila pa tudi tečna, kot rekne. Pa ne vem. Jaz mislim, da bi morala biti veliko bolj dosledna. Je pa res, da sem jih sama vzgajala v glavnem in je to zelo težko biti dosleden.
Tudi recimo šele, ko so bile že v puberteti, sem pogruntala ta princip, da ti, če jim nekaj prepoveš in jim zagroziš, da se bo nekaj zgodilo, če pač ne bojo ubogali, ne, ali pa tega naredili, ali pa karkoli, da moraš to tudi uresničiti, ne. Ker jaz sem pa jim dajala pol življenja take grožnje, te bom v Sibirijo odpeljala, pa recimo, ne. Mal nerealne, Ja, ne? ja, pa v džunglo, pa mislim, valjda so se mi same režale, ne. No, ampak rekli ste, nisem bila dobra mama, bila Ne. bi zdaj drugačna, po drugi strani pa vse sem na mestu njih. Ja, pa se to ni dobro. No, saj to sem želela mal, ja. Tle sem ga zelo biksala, pa sej takole je, ne. Ti imaš do smrti čas, da vzpostaviš dober odnos z otroci, pa kaj popraviš, ne, če želiš. Ampak moraš si pa najprej priznati, da si ga polomil v tem in v tem in v tem, ker otroci so toliko neosmiljeni, oni ti zamerijo, oni ti jo naprej metali, do smrt razne stvari in tako naprej. In tako da treba se potruditi, mogoče treba na kakšno terapijo iti, skupaj mi smo šle, čisto odkrit ste šle. povedan, ker so mi imele toliko stvari naprej zametati in sem rekla, ma to ne bomo mi tlele, ker ti se normalno začneš braniti, ne. Ja, seveda sem to naredila ali pa nisem naredila, ampak takrat je bilo tako pa tako. Ja, je bilo tako pa tako, ne, sem to njim nič ne pomaga, da sem jaz takrat tako razmišljala pa tako čutila, ne. Se naslišaš, oni mene naslišajo, z njih naslišam. In zato smo šli na terapijo, da smo se slišale in da smo se razumele, da se one razumele, kako sem se jaz počutila in da sem jaz dovolila si razumeti, kako so se one, ne. In je bilo to res zelo koristno, tako zelo priporočam, no, vsem, ki imajo nesporazume pa nesoglasja z otroci, da to je res pametna naložba, no. Ja, sploh, če ne najdeš skupnega jezika, tako kot ste rekli, ker absolutno je obrambni mehanizem. Obrambni mehanizem se ti sproži. Meni je rekla, če ne vem, si čustveno izsiljevala. Jaz! Ne, jaz pa ne! So še kar ven, Pa sem pa rekla, ja, fakt, se sem res. Ne, se sem skozi, jaz se tako trpim. Ne, pa recimo, ne vem, ja, ne zavedamo se, ne. A bi lahko rekli, da ste v tem obdobju, ko so bile hčerke majhne, ko ste bili sami, ko je bilo treba, tako kot ste rekli, preživeti, trdo delati za to, da je to šlo vse skozi, kdaj tudi ni šlo skozi, a ne, pa je bilo treba potem malo bolj zavihati rokave in tako. A bi lahko rekli, da ste v tistem obdobju sami pri sebi bili bolj v vlogi te žrtve, zakaj se to meni dogaja in tako naprej, pa je bil cel svet kriv za to, ali je vseeno bila v vas takrat drugačna miselnost? Ne, sem imela vlogo žrtve, absolutno sem se to igrala na debel. Ampak ne toliko, ja, no, neki tudi svet, ki ni opazil, koliko sem jaz Boga. To se mi zdelo, da noben ne opazi, koliko sem jaz Boga, pa koliko se jaz matram, pa koliko garam, pa koliko nimam denarja, pa koliko sem bolana. Se mi zdelo, da se to premalo, ne vem, me častijo zaradi tega, ali kaj se vem kaj, pa mi premalo pomagajo in sem na razne bedne načine opozarjala na to. Ampak tako je bilo, kaj če zdaj narediti? Je to tudi obdobje, ne, to je bilo verjetno potem kasneje obdobje, ko smo vas tudi lahko spremljali z Marjom v oddaji. Ti si bilo tako ta obdobje. A ta obdobje, ne. To se pravi, tako je zanimivo. Po eni strani se ga mi ta obdobje vaš lahko spominjamo kot, smo jo gledali, smo se smejali, kako je bilo lušten, ampak za vas pa po drugi strani popolnoma drugo obdobje. Pa drama skozi, pa takole. Me tudi dajo, pa še nesrečna zljubljena sem bila takrat, pa v depresiji, pa vse je bilo narobe. Vse, kar se je dalo, je bilo takrat narobe. In jaz sploh ne vem, če se tega obdobja sploh ne spomnim skoraj nič. Res. Tudi takrat sem največ delala, ne, še za nameček, ne. Je bilo treba, takrat je
pač punce so bile že malo večje, so bile že vse v šoli, najemnino smo imeli visoko, jaz sem morala delati kot pri norcih, ne. To so še časi Trzina, verjetno. Ja, Trzina in tisti je pa res bil najtežji obdobje v mojem življenju, ampak sem ga preživela, ne, in zdaj sem v redu. A ste takrat, ko ste bili v tem obdobju, videli tako eno svetlobo na koncu tunela, v smislu, vse se bojo stvari rešile? Ne. Videla sem jo, ampak čisto v napačni smeri. Jaz sem mislila, da bom našla rešitev v odnosu, v razmerju. In to je tisto, kar je mene bremzalo, da tako dolgo nisem prišla do prave rešitve, ki je pa lahko samo v meni in nikjer drugje, ne, izven mene. Ja, bilo kar takrat je bilo. Ta tretji zakon bi lahko rekli, da vam je dal kar malo vetra, ne? Kar. Ja. Tam je pa kar zmučuje. Ampak zdaj, mečkam se bom vrnila, tretji se sliši tako, tretji pa zdaj četrti, ta je pa ta srečen, ta je pa ta fajn zakon, ne, saj tako sem prebrala, ampak ta drugega pa moram se mečkam ustaviti pri ta drugi poroki, zato ker da ravno mislim čisto. To je pa preveč, ne? Ne, kar vprašaj. Ta druga je bila pa tako malo fiktivna, ne? Ja, je bila pa je malo, ne čist. Ja, to sem pa, ena prijateljica je bila poročena z enim ruskim opernim pevcem, ki ga je pol sem pripeljala, to je bil res zakon iz čiste ljubezni in res zelo iskreno razmerje, ampak on je imel enega najboljšega prijatelja, ki je tudi hotel ven iz Rusije. To so bili tisti še res vinčeni časi, Črnenko, mislim, da je bil predsednik. In potem sta mene našuntala, da ga ven spravim. In jaz sem rekla, zakaj pa ne? Bila sem glih samska, sem rekla, pomagaš človeku, še vidiš Moskvo, mlada sem bila, frej, polna energije in avanturističnih nagibov, gremo mi. So ga pa našuntali, ta prijatelj ga je našuntal in rekel, veš kaj, ti da bolj ziher, ne, da so res sporočila, da je ti no za peci. In pol me je za peco hudič, mene pa ni bilo težko. Aha. Tako da pol je bila res malo. Pogledal sem že po poročno obleko. Tako. In pol me je zelo osvajal in jaz sem se zaljubila, priznam, pol. Takrat, ko sva se poročila, jaz sem bila zaljubljena, ker je pa res, so to tudi iz varnostnih razlogov je to naredil, ker so te pa zelo nadzirali. Takrat, a je to fiktivna poroka ali je resnična poroka. In jaz sem se takrat v par tednih naučila rusk brati, pisati in govoriti, zato da so si lahko dopisvala, tudi so prišloškovali telefon, brali pisma, zasledovali so nas po Moskvi, tudi tle v Sloveniji niso bili naklonjeni temu, da ga sem privlečen, tako da so res zelo preverjali, ali je to resna zveza ali se sam delamo, ne, in on je za vsak slučaj, ne, se gremo mi pa resno zvezo, ne. S tem, da je pa imel tam bivšo ženo v sosednjem bloku, kadar mene ni bilo, je prinestan v 18, nisem vedela, ne. In pol je tudi, ko je prišel sem, je šel delati v Zagreb v opero in pol sva se sicer zelo malo ločila, ker sem jaz pogruntala, da ta gospa obstaja, ne, ker sem bila pač opazila stvari, ne. In sva se pol razšla in pol sva se ločila in je ona prišla sem in se spet poročil z njo. Ne, tako da, ja, take imamo, ne. Se mi bo vsaj kaj zgodilo. Zgodbe, ki jih piše življenje, ne. Tako. Zdaj, danes seveda lahko v teh stvareh z nasmehom pripovedujete, takrat verjetno vseeno so to malo boleči trenutki, ko človek ugotovi, da je šel. Ne, ker sem bila res, pač sem mislila, da bo zares, ne. In valjda sem jokala veliko zaradi moških, ne. Zdaj se pa sam še smejim za nazaj. Za nazaj. A pa lahko potem ravno zaradi takšnih in drugačnih izkušenj v vezi, v odnosih,
A bomo kdaj dočekali potem še kakšen blazno resno odnosih moških, nasploh recimo v moških? Ne, blazno resno, siguren ne. Pa se so v moških še zdaj nič ne vem. Jaz mislim, da tiste matere, ki imajo sina, mogoče malo več vejo, kot druge ženske. Drugače pa dvomim, to vem, da jim je treba jasna navodila dajati. To sem zdaj že pogruntala, ker če jim ne daš jasnih navodil, se zmedejo, ne. Mogoče bi to bil lahko Pa ni bilo to slabšalno. Oni pač tako funkcionirajo, se prav, hvala Bogu, ne. Se zadnjič sem videla en vic, točno tako, ko je bila ženska pilotka, astronautka, hello Houston, we have a problem. Ne, kakšen problem. Ja, kako, ne veste, kakšen problem. Ja, problem, ne, to bi mogli vedeti, ne. Pa kakšen problem, ti preklet dobro veš, kakšen problem, ne. Recimo, to je to, ne. Hvala Bogu, da so taki, jaz pravim. In mogoče bi to lahko tudi bil en nasvet kakšnim mladim dekletom, ki naju zdaj gledajo in poslušajo, ne, da to ni nič slabega, če jim je treba dati navodilo, ampak da je fino za njih. Vse ne morejo reveži vedeti, kaj mi mislimo. In obratno, ne vem pa, konec zakaj mi mislimo, da oni bi morali vedeti in opaziti, ne. S tem se treba sprijazniti, no, pa precej lažje. Nam rekla, da s tem čisto vse zrihtan, ki ni, ne, ampak je pa pol zrihtan, tako, ja. Pravite, da zdaj ta 4. zakon, da ste pa v redu, tudi vi, da ste v redu, da ste bolj ali pa končno srečni, če lahko tako rečem? Ker sem večinoma, no, se tudi kregamo, da na to mislili, pa jaz sem tak človek, ki zelo hitro upa odnosov, ne. Tako da jaz začnem zelo hitro groziti, da bom šla, ne. Ampak seveda ne grem, ne, ker imam res toliko fajn človeka. Tazga človeka sem dobila res, ne vem. Pa ste ga iskali ali je kar prišel? Se to tudi ženske narobe delamo, ker preveč išemo. Da se pa zaštrikaš hitro. Ne, čist sem nehala iskati. Jaz sem takrat 5 let samska, meni je bilo super. Prvič v življenju sem se res fajn počutila, no. Tako da nisem imela tega moškega parazita v možganih. Da kar naenkrat sem svet zagledala veliko bolj zanimiv, kot prej, ker sem ga skozi v glavi z nekom delila, ne. Zdaj bi pa svet kar naenkrat moj, sem lahko počela, ker sem hotela, dihala sama z lastnimi pljuči, ne s polovico. In mi je bilo super in pol pač verjetno sem bila to, ker sem končno in vsaj približen, no. In pol te nekdo zagleda in te res vidi. To je zelo pomembno, da te vidi, takega, ki si. Ker ženske rade malo fejkamo v pričo moških, ne, rade se malo lepše delajo. Se oni imajo pa itak tak propaganden program, da se bo usmel. Ampak, ampak rade malo fejkamo, rade, so zdaj v teh resničnostnih šovih, zdaj je to vse. Čekiram, ne, tudi te govorice telesa, pa to ful zanimivo. In kaj sem pa hotela reči? Kako sem bila pač čist skalmerana, ne. In pol je prišel in me je videl in se je začel grebsti, ne. In se je mogel kar potruditi, da sem jaz ta svoj udobje in to svojo svobodo bila pripravljena žrtvovati, ne. Je mogel se kar res kazati, pa on je v redu. Zdaj, ko opisujete teh 5 let samskosti, imam tako nekako dobim občutek, da morda pa se dejansko ta ljubezen v tej popolnosti lahko zgodi zato, ker ste pa vi prej sami sabo bili v redu. In to je nekaj, kar tudi v bistvu vsi terapevti konec koncev. To vsi terapevti govorijo, to v vseh teh knjigah za samo pomoč piše in to pač je res. Sem ti to ne moreš takole narediti, ne. Zdaj sem pa jaz samozadosten. Ne moreš, to je proces, ne. Jaz sem ga srečnega
še kar dost speljala, ne. In v zvezi s partnerskimi odnosi in v zvezi z otroci in tako naprej nisem jaz čisto poštimana, da ne slučajno ne sporazumem, jaz še zmeraj ven padem, če se me te ranljive točke dotakne, ki jih imam, ne. Še vedno boli, še vedno butast reagiram in tako naprej. Ja, ampak ja, se to nas učijo sebe, pot do sebe je tista, ampak proces, mogoče ne bojem kol. Mislim, poznam jih, ki nisem kol. Ampak že to je veliko, da v bistvu veste, katere so te ranljive točke, ne? Ker se mi zdi, da že to je, ko jih ozavestimo sami pri sebi, je to že wow, velik korak, ker potem tudi kasneje, ko ta reakcija burna, predvidevam, pride, se lažje sam sabo človek pogovori, če ve zakaj. Ja, najprej ven padem, še vedno žal, tako je. Kire pa so te stvari, ki vas najbolj recimo lahko strigirajo? Čak, da zdaj malo pomislim. Zelo, ne vem, tudi zdaj mi je pa toliko dala za misliti, verjetno moramo narediti odmor. Ja, situacije so taki triggerčki so, ne vem, recimo, če me kdo skuša ponižati, ne, da mi hoče odvzeti vrednost, to je verjetno povezano s tem, ko sem imela vedno nizko samopodobo in zdaj planem, ne. In se potegnem zase, recimo, ker se včasih nisem, ne. Vedno sem se za druge potegovala, ker je tudi posledica tega, da se zase ne zmoreš, ne. Pa ne vem, pač neki ne dovolim si tega, da se zdaj, jaz se lahko delam iz sebe norca na smrt, ne. Tudi drugi se lahko hecajo na moj račun, kolikor se čejo, dokler, tako sem rekla, dokler me ne ponižajo. Dokler ni tudi žaljivo, ne. Prebrala sem, da vam še vedno kdaj odhod v večje mesto, glede na to, da ste zdaj ven iz mesta, da ste bolj v naravi doma in tako, da vam še vedno lahko ta obisk mesta predstavlja en dan prej malo anksioznosti in tako naprej. Jaz ne jemljem nobenih teh pomirjeval pa tega. Ampak se mi pa zgodi zelo redko, da moram prej, če imam pa jaz v Ljubljani veliko upravkov, pa zvečer prej vzeti eno blago pomirjevalo, da lahko zaspim, ker že ne bom jaz celo noč gruntala, kje bom šla, kje se bo parkiral, kaj bo, ne vem. Ko sem doživela kulturni šok, ko sem bila po dolgih letih v Ljubljani, pa sem šla proti tržnici, po stari Ljubljani, to je bila moja Ljubljana, jaz sem odraščala na teh ulicah, stara Ljubljana, jaz sem jo vsak dan prehodila 100-krat na Krakovskem nasipu, smo živeli kasneje v Šiški, to pač takole noter, ne, skozi sem bila na ulici jaz, uličarka bi človek rekel. Zdaj pa grem pa vse v japonskih turistov, 5000, pa sem že težko začela dihati, ne. Pa sem se usedla tam v en lokal, pride natakar, me ne govori po angleško. Kje sem zdaj s to, what the fuck, mislim, tako, no, ne vem, pa vse neki, to vse zdaj drugače. Nimam prostora za nostalgijo pa rabiš pri mojih letih, ne. Ne prepoznaš več, ne zgodi se nič v tebi, razen, ne vem, na Žalah še, tam ni dosti drugače. Drugače, pa tako, no, res, ni anksiozna ratam nekih, a sem to zdaj že, sem umrla, pa sem se nek drugje zbudila, ali koga. Katere so pa pol tiste stvari, ki pa vam dajejo nasprotne občutke, ki pa vas napolnejo, ki pa vas razveselijo? Ki so nostalgični, ki so dom. Tako. To si hotela vprašati. Ja. V ljudeh je to. Recimo, zanj se mi je zgodil, po eni predstavi pride ena starejša gospa gor, luškana, taka, pa prav, se me ne spomniš? Pa gledam, pa rečem, Alenka. In so se objele, jaz jo sploh nisem hotela nikoli več spustiti. To je bila moja Alenka z 1. pa 2. razreda, ki so vsak dan skupaj hodile v šolo, pa oni so bili moj dom, ona je bila moj dom, jaz sem njeni starši, tam sem
vsak dan so mi dali za jesti, kar je zame zelo pomemben, kar se doma tiče. Ne. Pa tudi, in tudi ona mene tako poslušala. Jaz sem celo pot predavala od šole in nazaj, ker sem imela ogromen teorij, že kad sem bila zelo majhna. In sem predavala in ona me tako poslušala in tako so se oči svetile. In pol sem enkrat, ko sem bila v puberteti, sem bila zelo v težki situaciji v življenju, takrat priznam, da sem razmišljala o samomoru in takrat sem rekla, preden se ubijem, grem pa še enkrat Alenko obiskat. In res pridem k njim domov in tam je bilo vse isto, kot v 2. razredu in ona je bila ista. In njeni starši in so mi dali za jesti in smo se pogovarjali in jaz sem kar naenkrat spet ne super, ampak boljš ne. In pa sem napisala eno kolumno o njej, takrat dolga leta kasneje, ker sem to že pač počela in me ona pisala in sem šla k njej na obisk in je bila spet ista. In zdaj, ko je prišla na oder, je bila ista. Isto frizuro je imela, samo da je bila siva, ampak ona je bila tam, zdaj prosim, ne bom se ukvarjala, ne bom. Ampak takrat sem se pa norc, ko sem jo spet videla, ker ona je ta dom. Ne? Vse je tudi ta Krakovska ulica, na kateri je ona živela, pa vse še ne par punktov obstaja tam okoli Ljubljanice, pa to, ko sem bila otrok. Ampak drugače pa sem še ljudje, ki jih je pa zmeraj manj, ne. Zato se pol ene Alenke tako razveseliš. In zato mogoče je to lahko tudi eno zaključna misel najnega pogovora, da dajmo tiste, ki nam pomenijo in ki jih imamo še možnost poklicati in obiskati, dajmo jih. Tako je. Desa, res sem neizmerno hvaležna in vesela, da ste prišli, zato ker vem, da vam niso preveč ljubi takšni pogovori. Ampak upam, da ste se vseeno imeli lepo. Hvala lepa, Eva, jaz odhajam pa usramočena od tle, ker sem spet preveč povedala. Ampak očitno imaš nekaj vseb en. Tako, kot sem prej rekla, empatična si in bož, kaj začutim empatičnega človeka, me pa težko ustavita, veš. Hvala še enkrat. Tebi tudi.